Pozdravljeni in dober večer. Dobrodošli v programu 24 od Nikolaj TV. Z vami so Klara In Brina. Hvala glasbeni gosti Sari za uvodno točko. Javljamo se v živo iz terenskega studija. Danes se nahajamo v Laskovici, kjer smo za vas pripravili same aktualne novice. Kot prvo novico imamo za vas pripravljeno javljanje v živo iz nebes, kjer poteka priprava daril za otroke iz celega sveta. Z njimi je naš terenski poročevalec Martin. Martin, se slišimo! Očitno nimamo signala do nebes. Nič čudnega, do nebes je namreč zelo daleč. Saj nimamo tako dolgih kablov, da bi jih povezali z našim TV-jem. Tisti pa res za svetom. Signal poteka preko našega glavnega satelita Čadeža. Nič malo bomo počakali, morebiti se nam oglasijo malo pozneje. No, nekaj novega si me pa naučila. Zdaj pa nadaljujemo z vremenom. 24 ur, vsak dan, ker življenje ne miruje. Lepo pozdravljeni v rubriki Vreme. Obeta se nam pester konec tedna. Iz severa se nam bliža ciklon. Kot vidite, se vse pripravlja k ohladitvi. Tudi zagrmelo bo. No, vidite, tako zelo natančno vremensko napoved imamo samo na Nikolaj TV. Da nadaljujem. Jutri nas bo od juga obiskal anticiklon, to je topla fronta. Nato pa že pod večer spet sledi ohladitev in sneg do nižin. Na našem prelepem Blegošu bo zapadlo do 3 metre suhega snega. Zaprihala bo tudi burja, zato nadevite tople šale, rokavice, kate. Hvala lepa za tako natančno in nazorno prikazano vremensko napoved. Sedaj pa upajmo, da je zvezda v nebesa že vzpostavljena in se bomo lahko slišali z našim poročevalcem iz terena, Martina. Martin, se zdaj slišimo! Sedaj se pa slišimo in upam, da me tudi vidite. Ja, se štima, kolega. Kako se odvija priprava daril v nebesih? Vam gre vse po planu? Pravzaprav ne. Ko sem prišel pred nebeška vrata in pozvonil, je bilo vse tiho. Nihče mi ni odprl. In zakaj ne? Ker so zaspali in so čisto pozabili, da jih čaka naporno delo v tovarni izdelave igrač in pakiranja daril. Tudi v nebesih ste pripiti kaj takega? Pa že, do danes še nisem bil tam, zato nimam tovrstnih izkušenj. In kako se imaš? Jaz odlično, angelci pa malo manj. Hitijo s pripravami daril. Sicer so nekaj daril že pripravili, a nekaj milijonov jih pa še čaka. Razumem, je videti, da so kar precejšnji naglici. Mislim, da jih boste morali malo pomiriti, sicer več uničijo, kot pa se stavijo. Nisem si mislila, da so take nerode. Gre za izredne razmere. Prišepnili so mi tudi, da so razmišljali, da bi na zemlji ustavili uro, da bi tako prehranili čas. Ne, Martin, s tem se pa žal ne strinjam. Zvečer imam zmene, ki nočem, da se ustavi čas. Opa, kdo je tvoj izbranec? Nej, Čerin? Klara Čerin, dobro se sliši. Mislim, zdi se mi, da niso mislili resno. To bo zaenkrat vse iz nebes in nasvidenje. Najlepša hvala, Martin, in se veselimo naslednjega javljanja. V našem studiu pa sedaj sledi intervju z gospo, ki nam bo marsikaj povedalo dočasih. Kako so čakali Miklavža, kaj so se morali postoriti, da ne sploh kaj prinesel in še. Če želimo izvedeti vse to, najbolje, da me nas kar povabimo našo Ančko! Pozdravljeni, gospa Ančka. Dober večer. Dober večer, Ančka. Dober večer. A sem že na vrsti? Ja, seveda, kar prisedite tukaj k nama, bomo malo podebatirali. Kaj si mi djala? Da se kar usedite tukaj. A če sem okej? Hod slab te slišim, hod slab. Potem pa vključite slušni aparat. A te ne se smejam, ko me bo slikal aparat. Čakajte, vam ga bom jaz priklopila. Aj sedaj bolje? Ne to kupit, no. Se bom še oglušila. Pa bo
od vsega tega res ta najbolje slišim. Vidim pa bolj slab, da nove špihle sem zahobila, tule, kadi pa imam, je pa le bolj za nabliz gledat. Potem pa si nove za Miklavža naročite. Dobra ideja si mi dala, je dobra. Ančka, ali se še dobro spominjate, kako je bilo, ko ste bila otrok? Dobro se spomnim, dobro, ko sem bila majhna. Zdaj pa že vse pozabim skoraj. Danes smo se veliko leta osredotočili na temo Miklavževanja včasih in danes. Povejte nam, kako ste včasih čakali Miklavža. Dobro se spomnim, kak je bil. Z bratom pa sestram smo čakali, še bil pa kaj bo prinesel. Pa tudi kajšen Miklavž se gleda. Enkrat smo se pa z bratom zmenila, da se bova pod pet skrila, ka hočeva počakat, da ga vidva kajšen bo zgledal. Sem kaj, ko smo čez dan okoli letala poplazla, oblekle, kaj pa ni bolj tako, kad je danes, ne pa tudi čivlovne. Pa smo pa prišla pod peč, topel noč, sva pa lep zaspala, pa ga spet nismo videla. Ančka, a slišali ste ga pa kdaj? Ja, slišala. Včas je bilo v teh krajah velik sneha, pa meter ali pa več. Več, kad ga je zdaj več. Kaj prišel hiši, čivle otresal pred vhodnim vratom, sem pa kukat po van nisem upala, ko sem se parkrat navbala. Kaj pa odšel, sem pa baš povedala, če kaj pusti pred vratom, ja? Se parkali pa da pridim otrokom nič ne naredijo. Misliš, da sem bila jaz sporedna? In kaj vam je kaj prinesel? Velik dobrega, velik. Čokolade, rolade, bombone. Prav nič od tega, da vama povem. Če so v peharu znašli orehi, tu je bila že dober. Pa kakšen jabk je bil, kakšen suh jabkov ali pa hrušev krhlj, pa suhe češne. Če so bolj pa rožiči, tu je bila pa že poslastica. Peškotov pa ni nič prinesel. Čeprav smo videli ob jasenu remenu, gor na nebes take lepe rumene kučke, smo djali, Miklavž peškote peče, ki jih je pustil, jaz nič ne vem, nam jih nikoli prinesel. Verjamem, Ančka, da ste bili vseh prijetih darov zelo veseli, bolj kakor so otroci veseli danes, ko ima že vsega preveč. Res je. Zdaj me pa že pravnuki obiskujejo. Pa ne vem, kaj naj ženem dam. Bomboni niso vsi od kraja dobri, čokolade tudi ne. Če spečem domače peškote, če ni na čokolade hormenih, se spet smrdošujejo. Tako da že ne vem, kaj naj dam. Žal bi danes otroci za Miklavža ne bi raje imeli že nove iPhone ali pa prenosni računalnik. No, še malo pa bo treba kupovati električne avtomobile, da jih bodo sami odpeljali v šolo. A veste kaj? Če bi bolj po moje, hodite lik toliko otroci peš v šolo, kad smo hodili med drugih. Velik dobro smo naredili, pa ustvarili tisti cajt. Pomlad, ko se je šola končvala, smo že borovnice naberali, povozne jagode. V jesen, ko smo se v šolo vračali, smo pa že kostanj po gobe naberali. Pa da to videli, tudi kaj smo všpičili. Pri sosed smo kakšne dobre hruške narobutali, da smo jih sošolcem nesli, da se jih imeli za malco, kot med druge. Tole zadnje pa ravno ni za javnost in ni zbegno. Škoda, da ne moremo zbrisati kaj na režija. Pa zakaj moramo zbrisati? Saj jih je naučila otroke na novo traparijo. Ti že dana. Mi pa iz režije sporočajo, da moramo s tem intervjujem zaključiti, ker smo še predolgi. Na vrsti so namreč drugi gostje. Najlepša hvala, Ančka, da ste se oglasili, pa pridite še kdaj. Lahko noč. Še bom prišla, še če nam prije pomrla. Lahko noč. Kaj bom umrla, če še toliko živahna poklepetala. No, to je bila naša sladka Ančka Malinovec iz Dobrave. Naša naslednja gostja pa je pristašica novodobne tehnologije. Je znana izumiteljica in programerka številnih mobilnih aplikacij. Z nami je gospa Tinkara. Dober večer tudi vam. Dober večer, me veseli, da ste me povabili. Z veseljem vam pokažem, kaj vse zmore naša nova mobilna aplikacija. Gospa Tinkara, katero
Katero aplikacijo torej trenutno razvijate? Gospodično. Razvijamo Miklavževo košarico, kjer si uporabnik sam izbere, katero igračo želi prijeti od Miklavža. Aplikacija predvsem poenostavlja in bo popolnoma izpodrinila pisanje pisem, ki so jih otroci pisali po navadni pošti ali so jih pustili na okenskih policah. Se vam zdi to pametno? Zagotovo, gre za velik napredek v povezavi zemlja in nebesa. Miklavž bo z uporabo mobilne aplikacije dosti manj obremenjen, ne bo imel več časa zase. Naročila bodo prihajala avtomatsko. Angelce bomo namontirali sodoben 3D ekran, kjer bodo izpisane naročila iz celega sveta. Z enostavnim klikom bo 3D tiskalnik natisnil igračo oziroma že kar kompletno zavito darilo. S tem bo Miklavževa ekipa ogromno pridobila na času. Je mobilna aplikacija uporabiš v letošnjem letu? Ne, zaenkrat je še v razvoju, vam pa zagotavljamo, da jo boste lahko uporabljali od novembra 2018 dalje. Najbrž bo za razvoj mobilne aplikacije potekal zelo naporno in bo potrebno veliko denarja. Da, zato pa se priporočam tudi za sponzorje in pomoč. Če bi kdo od vas želel k razvoju mobilne aplikacije kaj prispevati, lahko pokliče 080, kar mene poklič. 080, kar mene poklič. Ne tebe, mene. Hvala za vaš obisk. Dovolj je bilo reklame. Hvala, se še vidimo. 080, kar mene poklič. Se še ne vidimo. Končen je šla, jaz ne nočem več videti. Jaz ne, jaz sem pol kufa do tlele gor mi. To so bile novosti, ki vas žal čaka v prihodnjem letu. Sedaj pa se posvetimo še drugim temam. Upamo, da so sedaj Angelci uspeli spakirati vsa darila. Še prej pa povabimo v studio naš nadzorni odbor, ki je celo leto nadzoroval, kako pridni ste bili otroci. Res je, budno so spremljali vaše obnašanje, sem je takoj naročil Miklavž. Lepo pozdravljam 3-članski nadzorni odbor! Pozdravljeni Blaž, Tadej in Urban. Kaj ste ugotovili? Vse živo! Ni Dani? Letos smo imeli kar težko delo, kajti otroci so bili bolj poredni kot lansko leto. Predvsem pa smo ugotovili eno veliko pomanjkljivost. 3.055.321 otrok ne pozdravlja starejših. Dobrih 1.223.771 se jih sploh ne zna zahvaliti za prejete darove, kar me zelo žalosti. In jezi! Meni se pa čudno zdi, da statistični podatki kažejo, da jih 1.785.352.211 ne umiva zob. To bodo imeli zobozdravniki delo. Res smo imeli težko delo. Toliko kot je na tem svetu otrok in za vsakega zapisovati, kaj dela prav in kaj narobe. Veliko dela smo upravili za Miklavža, ker je že star, mi je treba pomagati, sam ne zmore vsega. Moji podatki kažejo, da večina otrok uspajo igrati za seboj, ampak samo razmečijo, potem jih pa pustijo ležati kar naokrog. Zagotovo ne pomeni veliko, da ne pazijo na nje. Opažam pa tudi, da otroci premalo molijo. Velikokrat bi se morali v molitvi spomniti na tiste, ki jih imajo radi. Pa ne samo na najdražje in prijatelje. Tudi na sovražnike se moramo spomniti v molitvi, da bi se z njimi pobotali in drug drugega razumeli. In da ne govorimo o pretirani uporabi računalnikov, tabličnih računalnikov in tovrstne šale, ki kvarijo otrokom in vid. Preveč časa nekateri preživijo za računalnikom. Je že prav, da znajo sodobno tehnologijo, ampak ni za pretiravati. Jaz pa ne razumem, zakaj so male deklice tako urejene, imajo narakirane nohte in so vse nališpane, kot bi bile že velike dame. In kaj so mi na tukaj krivi? Nič, vi da ste naravno lepi. Hvala. Poudaril bi pa tudi, da naj pazijo na zdravo prehrano, ker je zelo pomembno za zdrav razvoj. Med letom smo opazili še marsikaj, ampak naj bo to dovolj za sedaj. Kot zanimivost pa naj povemo, da smo ugotovili, da so najbolj pridni otroci prav v Poljanski dolini.
zahvaljujemo in vam čestitamo. V prihodnje se še trudite, starši pa jih pri tem podpirate in jim dajete dober zgled. Najlepša hvala, zelo ste se potrudili. Sedaj pa mislimo, da je že čas, da se za vašo prinos dobi tudi nagrada. Kaj no, otroci? Z nami je danes tudi Sveti Miklavž, ki ga lepo vabimo na studio, ker pa že malo kljuka lahko skupaj pokličemo. Miklavž! Miklavž! Zdajmo še enkrat, dajmo. Miklavž! Pozdravljeni, Sveti Miklavž. Težko smo vas pričakovali in lepo vas je spet videti. Veseli nas tudi, da se v enem letu niste skoraj nič postarali. Dobro izgledate. Hvala za kompliment. Pozdravljeni, pa se zopet vidimo. V enem letu. A ste bili kaj pridni? Boste kakšno zapeli skupaj? Katero pesmico bi zapeli, Miklavž?